družine na medijski predstavitvi nove, dopolnjene izdaje Julijske Alpe. Išla je ta knjiga 2011, torej v stari verziji, in takrat prijela tudi za tisk Krilatega leva, za kvaliteta tiska. Njen avtor sedi v moji levi, Emil Teisler, prav lepo pozdravljen, recht herzlich willkommen hier in Ljubljana. Na moji desni Stanko Klinar, starosta, poznate, bom tudi kasneje še omenil, ko bo prišel do besede. Torej, Julijske Alpe so nesporno osrednje slovensko gorovje, tu so najvišji vrhovi s kraljem Triglavom na čelu. V teh gorovjih so se rodili miti o Zlatoru, o Prisanku, poznate jih, v njih so se dogajale tragedije, kakor zgodba s Tožbarjem. Veliko več o tem bo mogoče še Teisler sam oziroma Stanko Klinar kaj povedal. Veliko več pa je seveda svetlih trenutkov in navdušenja, ki izključuje tudi ta knjiga. V teh gorah doživljalo veliko, najbrž tudi kdo od vas se je že sprehajal oziroma hodil po teh koncih in gorah. Te gore ponujajo vse, ponujajo drzne vrhove, ponujajo zavarovane poti za pohodništvo, čudovite planine z najčudovitejšimi panoramskimi razgledi in pravim rajem rož, romantična jezera, poznate Sedmera jezera. V njih se zrcalijo ti prav slatojemajoči vrhovi in stene. Navdušenci vodnih športov najdejo tu najčistejše reke in vodovja v Evropi in tudi zainteresirani za zgodovino stopijo tu na zelo znamenita oziroma tragedična tla, veste, o prvi svetovni vojni in teh zgodbah, prav tudi v Julijskih Alpah, kjer so se dogajale tragične in hude in krvoločne bitke. O vsem tem je govora v knjigi, ki prikazuje te Julice v vsem svojem barvitem sijaju in približa tudi predvsem tudi to posebno ozračje, ki ga gornik oziroma alpinist, v tem primeru Emil Teisler, je doživel in doživlja v teh gorah. Torej, knjiga prikazuje tako slovensko stran gora, kako tudi italijanske vrhove, poznate montaža. Spregovori pa ne samo o gorah, ampak tudi o skritem in skrivnostnem življenju v Julijcih. Več kot 300 barvnih, večinoma veliko ploskovnih fotografij bralca, ki se za to zanima prav po sreči. Torej, rečeno, že predhodna knjiga je prijela Krilatega leva za izjemen tisk. Ta knjiga sploh ne zaostaja niti za kvaliteto, niti za kvaliteto tiska, niti za kvaliteto posnetkov. Je še nekaj dodatnih zraven. Emil Teisler je pripravil torej razširjeno izdajo in prikazal še več izjemnih biserov teh res prelestnih Julijcev. Kot rečeno, že ni šla le v nemški in slovenski izdaji, ampak tudi v italijanski Alpi Giulie izvod imamo tudi tu. Preden predam besedo avtorju, bi ga še na kratko predstavil, torej Emil Teisler. Od te knjige naprej tudi čislan in spoštovan med slovenskimi gorniki, rojen 1947 v Beljaku, je po poklicu podjetnik in Julijske Alpe spoznal in vzljubil že v mladosti. Obenem pa se je vedno bolj začel navduševati tudi za fotografijo, zlasti za fotografiranje narave. Odločilna za njegovo alpinistično in umetniško usmeritev je bila knjiga Juliusa Hugija. Ima tudi zraven en lep izvod 5 Jahrhunderte Triglav, torej 500 letih Triglava.
In Julius Kubi, njem bo še kaj govora od avtorja in od gospoda Klinarja, velja za odkritelja Julijskih Alp. Njegova druga knjiga, tudi Julijske Alpe v podobi, tudi to knjigo imamo tu v nemškem originalu. Prav ta knjiga je avtorja motivirala in prižela nase, da se je začel s fotoaparatom na hrbtniku podajati na številne ture te gore. Kdor ve za zgodbo Juliusa Kubija, ve, da je hodil v vseh letnih časih in po velikokrat na iste vrhove in vseh koncih in krajev jih je obredel in raziskal in prehodil v vseh letnih časih, po zimi, poleti, jeseni, spomladi. In torej Tesla je tako nadušil, da je začel tudi sam obiskovati te gore in hodil po sledeh Juliusa Kubija. Torej, Peter Helmut, iz tu Andreje. Jaz ga bom pa prevajal stavk za stavkom, tako da boste tudi vsi razumeli. Leider spreche ich nicht so wenig, deswegen brauche ich Aaron, das kann ich übersetzen. Žal ne govorim sam slovensko, zato bo šlo s pomočjo tolmača. Hast du erzählt, wie ich zum Buchprojekt gekommen bin? Ja. Angefangen hat es, dass mir mein Großvater dieses Buch geschrieben hat. Moja zgodba z ulici se je začela z darilom te knjige, ki mi jo podaril moj ded. Und mein Großvater, der Kubi selbst gekannt hat, hat hineingeschrieben, die Berge sind keine Klettergeräte, sie sind erlebte Natur. Das ist ein Zitat von Kubi. Moj stari oče, ki je osebno poznal Kubija, je tudi napisal posvetilo v to knjigo. Torej, posvetilo se glasi gore. Berge sind keine Klettergeräte, sie sind erlebte Natur. Torej, gore niso samo orodje za plezanje, ampak so doživeta narava. Das war zu Weihnachten 1962. To je bilo v Božiču 1962. Das ist gerade die Zeit, wo man sich als Jugendlicher orientiert, wo man neue Wege sucht. To je prav tisti čas, v katerem se kot mladostnik orientiraš, ko iščeš nove poti. Und dieses Buch mit den sehr persönlichen Schilderungen von Julius Kubi hat auf mich eine unglaublich nachhaltige Wirkung gehabt. In ta knjiga, ki temelji na zelo osebnih izpovedih in doživetjih Juliusa Kubija, me je zelo navdušila. Fotografisch ist dieses Buch heute nach wie vor ein Klassiker. Tudi fotografsko je ta knjiga danes slej ko prej klasik. Und die persönlichen Beschreibungen von Kubi zu jedem Bild haben mir gezeigt, dass es in den Bergen nicht auf Leistung ankommt, sondern auf das Erleben. Tudi podpisi slik prikazujejo, da das Erleben, da je v spredju doživljanje, doživetje, ne pa plezanje. Mit der Fotografie habe ich versucht, hier die Stimmungen, die ich am Berg empfunden habe, zu dokumentieren. S svojimi slikami skušam dokumentirati predvsem ozračje, ki sem ga doživljal, ko sem hodil po gorah. In der Anfangszeit, als ich 17, 18 war, habe ich noch die Julischen Alpen oder Bilder aus diesem Buch habe ich noch gemalt. Na začetku, pri 17 in 18 letih, sem še sam risal slike. Ich habe dann natürlich auch Bilder verändert. Ich habe also Bilder, die hier Tageslichtaufnahmen sind, habe ich dann schon Nachtaufnahmen gemacht mit Sternen hinein, also künstlerische Freiheit.
In sem jih, torej, slike na podlagi te knjige sem tudi obdeloval in jih umetniško olepšal ali pa po svoje interpretiral, s tem, da sem jih predvsem tudi risal v nočni atmosferi. Und die Freude in der Nacht, die Stimmungen einzufangen, ist mir, wenn Sie das Buch dann anschauen, auch bis heute geblieben. Ich habe allein dieses Bild habe ich noch vor 6 Wochen gemacht. Torej, ta želja, da dokumentiram predvsem tudi nočno atmosfero, mi je danes ostala in ta slika je med drugim tak motiv. Denn ich hatte das Bild schon, aber ich wollte unbedingt die Sieben-Seen-Hütte, einen Sternenhimmel, ein bisschen Vollmond und das Licht der Hütte im See aufnehmen. Torej, tu sem hotel predvsem sedmera jezera, zvezdno nebo, ein bisschen Vollmond, nekaj polne lune, das Licht im See in pa svetlobo v jezero ujeti. Und ich glaube, dass mir das ganz gut gelungen ist und es bringt einfach die wunderbare Stimmung in den Bergen Sloweniens und Prealps zum Ausdruck. Mislim, da mi je to te sliki dobro uspelo in to predvsem dokumentira tisto posebno ozračje, ki ga najdemo in ki lahko doživimo predvsem v teh gorah na slovenski in italijanski strani. Das Schöne in den Junischen ist, dass man hier wirklich die Jugend der Welt trifft. Najlepše v teh gorah je prav to, da srečaš v teh gorah predvsem mladino celega sveta. Wenn man die Hüttenbucheintragungen sieht, da sind Leute aus Brasilien, aus Australien, aus Kanada, aus Holland, wirklich aus der ganzen Welt. Če si ogledujemo zapise v teh gorskih knjigah, vidimo te zapise, te mednarodna imena in Aber das schönste Erlebnis hatte ich auf der Prehodavci-Hütte. Najlepše doživetje pa sem imel na Prehodavcih. Als ich, das war 2010 oder 2009, jetzt weiß ich es gar nicht mehr, 10 oder 10, ja. Als ich bin allein auf die Prehodavci-Hütte gegangen und hatte wieder einmal Sternenbilder gemacht mit der Prehodavci-Hütte. Torej, 2010 sem imel tam to lepo doživetje in pravkar sem delal spet te nočne fotografije. Um 11 Uhr löschten die Lichter der Hütte. Nekje 11 uri so lučke ugasnile na domu, torej v koči. Und ein junges Paar ging heraus, hatte Stirnlampen oben am Kopf und ging an mir vorbei. In naenkrat se pojavi parček z lučkami na glavi in sta šla molče mimo mene. Ich hatte mich gefragt, wohin die zwei mitten in der Nacht gehen könnten. Auch in das Sieben-Seen-Tal oder auf einen Berg. Die Lichter, hat man nur gesehen, die sind immer kleiner geworden. Torej, me je kar zanimalo osebno, kam sta le namenjena v tej uri proti Sedmerim jezerom ali na kak vrh. Und auf einmal waren sie weg. Naenkrat sta zginila. Ich habe weiterhin zum Malus Ipsje die Sterne fotografiert. Jaz sem naprej še fotografiral proti Malemu Špičju, zvezdnato nebo. Und dann hatte ich das Glück, dass genau bei einer Zeitaufnahme über 30 Sekunden in sem imel prav srečo, ko sem pri daljši fotografiji ein stark leuchtender Meteorit über den Himmel zog. Za časovno daljši fotografiji, ko je pravkar šel komet, meteorit čez nebo. Das
Das nennt man ein richtiges Fotografenglück. In to je res sreča za fotografe. Ich hatte dann weitere Fotos gemacht. Ja sem s fotografiranjem. Und plötzlich tauchten dort neben dem Maro Spicije wieder diese zwei kleinen Lichter auf. In tam proti malemu špičju so se spet pojavile lučke. Diese Lichter haben sich immer umeinander gekreist. Die lučke so se vrtele okrog sebe oziroma okrog. Und ich hörte, dass die dann flüsterten und lachten. In slišal sem tam neko smehljanje, hihitanje. Ich habe mir nur gedacht, die haben sich wirklich sehr viel zu erzählen. In sem si mislil, da ta dva si imata res veliko povedati. Sie gingen dann an mir vorbei, Tu sta spet šla mimo mene, während ich meine Sachen zusammenpackte. in ko sem pakiral svoje stvari. Und dann in der Hütte habe ich dieses Paar getroffen. No in kasneje v Koči sem srečal ta par. Wir waren schon allein in der Hütte. Bili smo že sami tam. Und dann hat mich eine junge, sehr hübsche Slowenin To me je mlada, zelo atraktivna Slovenka hat mich gefragt, me ob vprašala, ich die Sterne fotografiert hätte. ali sem fotografiral zvezde. Dann habe ich ihr das Bild mit den Meteoriten gezeigt. In sem jih pokazal tisto sliko z meteoritom. Und ich darf vorstellen, Maja Bauer, Ja. jetzt Kugovic. Und jetzt möchte ich bitten, dass sie das weiter erzählt. No in izvoli, prosim, da pripoveduješ to zgodbo. Res nenavadna in te lepo pozdravljam tukaj na... Ja, lep pozdrav vsem. Jaz sicer sem doma z morja, ampak že od 3. leta dalje sem ljubiteljsko pohodnica, gornica, v bistvu starši so me uvedli to in sem s tem kasneje tudi sama nadaljevala. In v bistvu sem leta 2009, leto predtem, šla s prijatelji na prehodavce in sem tam srečala gor v Koči pač enega prijetnega fanta, ampak se nisem zanimala za njega. Kasneje smo uspela navezati stike in sem se leto kasneje vrnila nazaj na prehodavce. Tisto zvezdnato noč sva midva šla na sprehod, tako kot leto poprej, nekam med potjo proti Sedmerim in proti Špičju. Nikamor tam, ampak v sredino, na eno krajše brezpotje, kjer stoji ena prečudovita naravna skulptura, kamnita skulptura, v kateri vidiš moškega in žensko, ki se poljubljata. Tam je mene moj v bistvu mož zdaj peljal na prvi zmenek in ob tistem zvezdnatem nebu in ob tisti pač padajoči zvezdi me tudi zaprosil. Tako so se midva veselo vrnila v Kočo, kjer sem jaz spoznala pol Helmuta in seveda sem ga prosila, pač sem ga vprašala, če je fotograf in kaj je fotografiral. Ko je pokazal fotografije, sem mu povedala, da je zame to res posebna noč, ker me je pač moj partner pravkar zaprosil in je Helmut z veseljem rekel, da mi posreduje te fotografije kot spomin na to noč. Ostala sva s Helmutom v stiku, jaz sem mu tudi povedala za v bistvu te kamne poljubljajoče, ker jih on takrat še ni videl in še ni odkril. In je sam tudi nekajkrat šel nazaj na prehodavce, da bi našel te kamne in jih tudi fotografiral. Kasneje sem ga razveselila še z novico, da poroka bo in da bo točno tam, kjer sva se pač zaročila, spoznala in v bistvu točno pri teh skalah. Seveda je bil Helmut zraven povabljen in prisostvoval poroki in tisti pač, da reče, divji noči. Prehodavci se niso porušili, midva so pa še vedno srečno poročena. Tako da jaz imam prav tako čudovite spomine na prehodavce, zdaj so te spomini še v fotografiji, tako da če ga bom znila pa pozabila vse, če bom lahko pogledala te čudovite fotografije, tako da ne bom mogla pozabiti teh trenutkov. Vidite, kako čudovite zgodbe se dogajajo v Juliji
Hochzeit. Ja, das war wie heißt das? Das ist am Tag vor Polterabend. Fantovščina oziroma Pač zadnji, samski večer. a se da tudi z ženskega vidika Ja, dekliščina. No, to je bil res. No in to je pa poroka, vidite to v prejšnji knjigi, je v nemški varianti. Nein, das ist in keinem Buch, das ist nur für mich. Das ist nur für mich. mich. Weil so etwas kann man nicht in das Buch, weil sonst ist das Buch zu zeitbezogen. Ja. Aber ich war auf vielen Hochzeiten, aber das war für mich die schönste Hochzeit, die ich je erlebt habe. Torej, bil sem doživel sem že veliko porok, ampak ta je pa res bila najlepša. Und da sieht man das Bild, genau dasselbe wie die küssenden Steine. Torej, to so tisti poljubljajoči kamni, ki so vidni na bližini. Und hier ist die ganze Hochzeitsgesellschaft. V bistvu gospod Helmut je bil edini gost, ki ni govoril slovensko in nekateri svati je približno 30, nekaj čez 30 jih je šlo gor že na petek, seveda vsi peš, ne? In imeli smo harmoniko in res noro fešto. Je pa gospod Helmut rekel naslednji dan, nisem razumel niti besede, ampak to je ena najbolj zabavnih zadev, ki sem jo doživel v zadnjih